ključne neke relacije, koncepte in pa ključne vidike iz našega etnografskega prispevka, ki jih lahko opazujemo skozi rejsko prakso. Zdaj, načrta storitve najprej bom predstavljala tako neko univerzalni potek, se pravi, kako poteka reja domačih živali, kot neka prastara človeška praksa, že od udomačitve prvih živali, potem zelo iz tehničnega vidika, zootehničnega. Potem bom povedala malo o rejcih in pa o reji slovenskega potokrnega konja, katero pasmo smo vzeli pod drobnogled tukaj v tej raziskavi. Potem se bomo lotili rezultatov, se pravi razlike, specifike, te uvidli, relacije v praksi in pa tehnike in pa povzela ključne ugotovitve. Zdaj, to je recimo nek tak tehničen primer, kako nastaja neka pasma. Zdaj, to je v bistvu konj domača žival, tukaj gre za relacije v bistvu nekega udomačevanja, se pravi domača žival, ki je odvisna od človekovih vplivov, se pravi v tem širšem smislu v treh relacijah, se pravi ohranjanje, zaščiti in pa reprodukciji, se pravi nadzor nad razmnoževanjem. Zdaj mi se bomo v bistvu lotili te zadnje, se pravi reprodukcije. Se pravi, kako zdaj rejci to delajo. Na začetku izberejo neke značilnosti, se pravi ideal, kakršnega bo imela ta žival na koncu, kakršnega si želijo. To je, bomo videli, družbeno-kulturno pogojeno. Potem z mešanjem, se pravi s hibridizacijo dejansko, ustvarjajo pasmo. To je v bistvu zelo dolg proces, tukaj je veliko takih ambivalentnih občutkov in pa potem, ko dobijo neko manjšo čredo živali, to pasmo želijo ohraniti. Zdaj, vsi vejo z tega tehničnega vidika in pa že odprej, da to je nekako parjenje po podobnosti, se pravi, pari se bližje sorodstvu. Zdaj pa zaradi tega strahu pred inbreedingom, se reče, se pravi pred nekaterimi boleznimi, se v bistvu vnaša spet lastnosti značilnosti od zunaj. Se pravi, da ta naša pasma, da ta naša čreda ne degenerira. Zdaj tukaj imamo recimo primer, kako je nastal z različnih pasem konjev, počasi ta naš lipicanec, naš, ki je bilo recimo tukaj zelo veliko debat, čigav je, Zdaj, mi smo v bistvu pravili intervjuje z različnimi sogovorniki. Te štiri tukaj dati Anton Slavko Milan so rejci, ki recimo prihajajo iz različnih okolij, večinoma pa so v bistvu že celo življenje nekako na podeželju živijo in se vsak na različen način nekako loteva reje, izbire metod, idealno in tako naprej. Zdaj govorila sem tudi z Natašo Gorišek, ki je neka oseba, ki je odgovorna na veterinarski fakulteti za selekcijo in pa vodi v bistvu ta register, skupaj z oddelkom. Potem pogovarjala sem se pa tudi s kovači in pa hlevarji, se pravi tisti širši del reje. Potem, po tem nekem osnovnem pogledu sem se pa v bistvu prav učila dejansko v teh tehnikah, tehnične znanje, učila gledati, kot tisto, ki jo poznate od Graseni, o govedu in pa učenje gledanja teh idealov, izbiro teh značilnosti in pa potem dejanskih tehnikah. Zdaj, žrebitev smo zamudili, ampak ko ni bilo praktično, je bil žrebiček prehiter, ampak vseeno nekako, da sem res dobila uvidno. Zdaj, da malo povem o nastanku te pasme slovenski toplokrvni konj.
imamo temu oblikovali v bistvu vzpon tega konjeniškega športa, konjeništva konec 20. stoletja, ko se je zdaj mogoče ta mešan malo zavajajoč, ampak te kobile, ki so jih imeli različni navdušenci nad konji, nad konjeniškim športom doma, so bile mogoče potomke manj športnih konj, mogoče bolj delovnih konj, in so jih potem parili z temi potomci skakalcev, skakalnih konj, ki so jih pa s časoma v bistvu odprte tudi mej, zahodnih mej, uvažali iz Nizozemske, Nemčije. Potem v 90-ih letih so se tudi odprli klubi, konjeniški centri, zasnovalo se je to Združenje rejcev slovenskih toplokrvnih konj, eden od sogovornikov je tudi zdajšnji predsednik, in ta oblikoval se je ta rejski program za to pasmo, kjer je v bistvu nek ideal pasme predstavljen, pa določen skupni rejski cilj. Zdaj videli bomo, da ta rejski cilj, ko pridemo do dejanskih rejcev, je zelo ohlapen. Ta rejski program določa v bistvu športnega konja, ki je po eni strani lahko dresurni konj, za dresuro, se pravi, da je bolj eleganten, recimo lipicanec je en tak primer, potem za preskakovalcev, se pravi različne discipline po športu. Tukaj ni ločitve, ampak bomo videli, da v bistvu so zelo različne po teh zelo različne metode in pa tehnike in pa ideali glede na v bistvu te športne discipline. Zdaj, tukaj ko se govorimo o rejskih ciljih, smo ugotovili, da zdaj prvi trije sploh, bom rekla kar stara garda teh rejcev, so povzemali v bistvu to ocenjevanje tudi takrat, ko je bil ta program spisan, pa Združenje rejcev ustanovljeno po bolj nemškem sistemu, ki temelji v bistvu na ocenjevanju konj po neki, da imajo v bistvu čim večjo jahljivost, potem tudi estetska vrednost je zelo pomembna, da lahko v bistvu prodajo tudi povprečnemu jahaču nekega konja. Se pravi, usmerjeno v prodajo potencialov, kjer se pri recimo 3 letih spozna potencial konja, se ga potem tudi najboljše in pa čim širšemu trgu tudi proda. Zdaj, pri Milanu Kotniku, on pa ima tekmovalne konje. Tukaj so zelo pomembno v bistvu partnerstva, ki jih ima z različnimi konjeniškimi centri. To je v bistvu, bom tako rekla, show business. Tukaj so vrhunski športniki in je temu prilagojen tudi ideal, kjer ni pomembna jahljivost pa vodljivost, ampak je pomembno, da v bistvu čim višje skočijo. Tukaj je pomemben tudi ta ekonomski vložek, zaparjanje je večji, tako da on v bistvu temu pravi, da vse to zagovarja s tem, da veterinar, hlevar, vsi ti stroški ga pridejo enako, če bo imel vrhunskega športnika, pa bo od tega lahko recimo dosegel nek status in pa rezultate kot povračilo, ali pa bo imel v bistvu navadnega konja, ki mora enako denar vložiti. Potem, zdaj, kako izbirajo zbrati, treba se pravi starši in pa tehniko. Ko je kobila, zdaj, če recimo pogledamo mamo, stara tam nekje 3-4 leta, se nekako začne odkrivati te potenciale s treningom in pa tudi spolno zrela je takrat. Tako da zdaj ta, bom rekla, stara garda, ta reja, ki naprimer ni toliko naklonjena temu vrhunskemu športu in pa v bistvu tudi tem tehnikam, metodam z moderno tehnologijo, in
imajo v bistvu, ločujejo nekako kobile ali bo rejska kobila, ne, ali pa bo športnica. Tako da rejska kobila je ponavadi pri njih doma in potem v bistvu izberejo žrebca, ki ima pač nekako, ki je nekako kompatibilen in z njenim karakterjem in z njihovo denarnico. No, tako. Potem zdaj te tekmovalni konji, ki so pa večinoma, recimo kobile, kobile nimajo časa biti mame, ne. Tako da zdaj v bistvu recimo Milan Kotnik, ki je zelo veliko povedal o tem, on je tudi zdravnik in se mogoče malo bolj, je mogoče bližje malo temu načinom, novim načinom recimo tehniko podajevanja, se pravi, tukaj gre v bistvu za te nove metode, se pravi, v bistvu on uporablja to metodo ICSI, to je narejeno čisto v laboratoriju. Zdaj tukaj imam sliko, kako to izgleda, to je spletne strani tega laboratorija Avanteja, kamor on pelje pač vsako leto svojo v bistvu nadomestno kobilo in pa jim pošlje pač jajčice in pa seme in oni potem to ustavijo pač v to nadomestno kobilo. In ona je v bistvu nadomestna mama za to žene. Zdaj tukaj vidimo, da ni ta estetika tega ideala, recimo bi se lahko razglabljalo, ali je pomembna ali ni pomembna. Jaz, glede na pogovore in to je pač vsak ta ideal zelo močno povezan z estetiko, tudi tukaj vidimo art, kako to oni v laboratoriju v bistvu kreirajo pač neko lepoto. Zdaj, se pravi, ta proces hibridizacije zbuja, se pravi, mešanja z različnih pasem, zbuja zelo ambivalentne občutke pri rejcih. Tukaj vidimo zelo veliko v bistvu protislovij. Naprimer, to ponavadi pride pač, ko želijo doseči pač nek ideal, neko estetsko vrednost na koncu. Naprimer, Anton Kočovnik je povedal, da so želeli recimo zvišati lipicanca, pa so potem v bistvu, pa potem je videl, da ni bilo dovolj znanja, pa da to ne gre, in da so bili pametni, češ da se to ne da tako. Tako da to tukaj vidimo recimo ta odpor, to je neka taka univerzalna stvar v reji. In pa potem kontrola strani rejskih organizacij, se pravi, da imamo pač tehnične pojme, kot je pasma, kot so čistokrvnost, da se ne v bistvu vnaša preveč od zunaj, ker potem pride do nekega čuda živali. Se pravi, kako ohranjamo, pasma smo prej videli, se pravi, parjenje bliže sorodstvu. Zdaj rejci slovenskih lokalnih konj imajo pravilo 5 generacij, to pomeni, da lahko spet po 5 generacijah parijo z recimo istim prednikom. Potem, da ne pride recimo do zmešnjav, imajo rejske organizacije v bistvu sistemne imenovanja. Zdaj slovenska ima tako, da oče prva črka v bistvu, oziroma da je potomec, da ima potomec prvo črko očeta, in potem imamo te C-linije, D-linije in tako naprej. Da ne pride v bistvu do tega pač parjenja bliže sorodstvu, se to hitro vidi že samega rodovnika. Potem so pa recimo, to sem opazila, da so rejci zelo ponosni na te sorodstvene povezave v čredi in sicer, primer, ta je pa hkrati njena mama in njena teta, kakorkoli, v bistvu sestri, bratni, sestrične, to so zelo ponosni na to, tako, da so nekako v bistvu neka čreda, ki ima zelo podobne značilnosti. So pa recimo izpostavili tudi strah pred to degeneracijo, se pravi parjenja bliže sorodstvu
in navedli primer arabskih žrebcev, kjer v bistvu primanjkuje žrebcev, se pravi se v rodovnih, ki jih pojavljalo vedno eni in isti in potem so rejci v bistvu so podali dvom v zdravje teh konj. Zdaj, če povzamemo recimo, se pravi, rejo lahko gledamo pač res kot to staro prakso, kot neka v bistvu tudi reja in pa recimo domačevanje v tem širšem, da se lahko recimo lotimo tudi v antropologiji, pa etnozoologiji, potem, da imamo to kulturno pogojenost, v bistvu, kjer lahko spremljamo potem različne ideale in pa izbire tehnike, in potem to lahko prenesemo recimo na širšo družbo, se pravi, kako recimo ljudje vidimo tudi družbene odnose, in mislim recimo pri ljudeh, če že govorimo o pasmah, recimo tudi o rasah. Potem lahko opazujemo različne relacije, se pravi, tako tehnične, kot tudi, dobro, nisem omenila mogoče prilagoditev, genotipsko prilagoditev, recimo tudi biološke, relacije, se pravi, če se te geni prenesejo naprej in kako se prilagodijo, ali je to uspešno ali ni uspešno, kaj o tem mislijo ljudje. Potem kulturne relacije seveda in pa recimo kulturne družbe, pa mogoče tudi kemične, z laboratoriji in temi stvarmi. Tako da tukaj se mogoče ne smemo tako strašiti. Zdaj, kar je ključna motivacija rejcev, je nekako nadzor v bistvu nad naravnimi dejavniki, se pravi, ni stvarnik, tako kot smo slišali, v bistvu človek, oziroma tisti, ne želi jih to, da je on vse mogočen, ampak prav to, da nimajo popolnega nadzora nad tem, kaj bo dejansko prišlo ven. Tako da njihova ključna motivacija je to, da ne vejo točno, čeprav želijo v bistvu čim bolj približati temu, kar si želijo, da se vas komplicirati. Upam, da ste razumeli. In pa tukaj recimo iz teh protislovij lahko vidimo različna dojemanja o tem, ali so recimo te tehnike, umetnost, osemenjevanje, zunaj telesna oploditev, ali to pomeni, ali so te tehnike v sodelovanju z naravo, ali so recimo proti naravi. Vsi rejci bodo rekli, tudi Milan Kotnik, da je to tako kot pri nas, se vrhunski športnik, ali pa recimo manekenka, ima tudi nadomestno mamo, lahko zato, da ostane lepa in tako. Tako da tukaj je zelo tako, oni bodo rekli, da je to vse v sodelovanju, da je to naravno, so pa recimo različna ta ozadja, kako dojemajo, družbo in pa ta odnos do narave, se pravi, ta odnos se spremenja. Dobro, to je moja najljubša slika iz terenskega dela, to je recimo ta Milan Kotnik, kjer se pokaže zelo ta tesen odnos z njegovo nadomestno mamo. On gre vsakič pred žrebitvijo v sosednji boks s svojim psom in čaka na žrebička. Tako da, in pa recimo ta njegova izjava, da nima dovolj denarja, da bi si kupil tazga konja, ki ga želi imeti, se prav tega idealnega žrebca, kobilo, kako lahko si ga pa naredi. Tako da prav to delanje pasme, to njihovo delo je ključno. In tudi to delo je pač sodelovanje z naravo. Hvala. Vprašanja? Komentarje?
velik proces. To pomeni, da se te pasme kar serijsko proizvajajo. Vem, da eksperimentiranje, da niso jasne rezultate, ampak iz celega konteksta bi sklepal, da se to zelo pogosto in redno dogaja. Kot sama reja, to je zelo, mislim, sploh te pasme, to je zelo mišna zadeva, no. Zdaj, to so večinoma v bistvu rejci doma, ne. Zdaj, nekatere reje, ki so recimo bolj zaprte, se pravi, to pomeni, da imajo res določeno strog nadzor, ne. Recimo, ne vem, lipicanec ali pa mogoče tudi hladnokrvni konji, ne, ki želijo ohraniti tazga kot je, imajo zelo strogo in tudi zelo strog nadzor. Medtem ko pri teh konjih, to so pa športni konji, je pa zelo veliko tega mešanja in mešetarjenja in tako, ne. Tako da tukaj bi lahko veliko govorilo o in kulturni in biološki vrednosti, predvsem kulturni. Še kakšno vprašanje? Če ni nobenega, jaz sem nekaj pripomnil, zdaj jaz sem sicer že komentiral, ne, ampak zdaj mi je prišlo na misel, namreč, ko si rekla, da imajo glede inbreedinga, da se bojijo, da ne bi prišli preblizu sorodniki in da imajo 5 generacij kot minimuma, ne. Me zanima, med temi rejci je eden zdravnik, ne, ki tudi nekaj ve o genetiki najbolj, pa me zanima, a on tudi verjame, da je to tvegano v smislu genetskih okvar, če bi šli bliže v inbreedingu. Pri njemu nisem tega zasledila. Ne, pri njemu res ne. On je bil zelo tako odprt, no. Tudi glede recimo iz... Ne. To je zanimivo, ne, v bistvu, zelo zanimivo je študirati in opazovati recimo ljudi, ki delajo pasmo, ne, tako kot je zanimivo študirati ljudi, recimo, kako delajo taksonomije, vrsti, tako naprej. Skratka, tisto, kar dela po eni strani etnografija, oziroma antropologija, na drugi strani sociologija znanosti, oziroma studies of science and technology, ki najrajši gledajo, kaj delajo znanstveniki v laboratorijih. Kajti, to sta edina dva vira, tako da take stvari sploh izvemo. Dobro, lahko zvemo, kdaj, kaj tudi iz kakšne dobre reportaže, seveda novinarske, ne, ampak glavno so to tista dva lokusa, kjer se to vrstna znanja proizvajajo. Skratka, kjer tudi iz tega se tudi učimo in vidimo, kako v bistvu ti znanstveniki, prvi znanstveniki, naravoslovci, kako imajo celo vrsto mehkih prijemov, upravljanja čaranj, privejanj in tako naprej, in da je to v bistvu del normalne znanosti. Ne. Gre za to, da bi oni šušmarili, ampak gre za to, da ugotovimo, da je znanost tako, da ni popolna. Zato je to, se mi zdi, zelo pomembno, take stvari delati. In kaj se mi zdi ob tem primeru, ob tem vprašanju, jaz kot vem, recimo, bolj v zvezi z govedorejo, sicer, da govedorejci na zahodu, tisti, ki kreirajo pasme, z zelo visoko stopnjo homozigotnosti, kjer pomeni, da so teleta, da so klonirana, so identična, za pogledati. Tam prakticirajo inbreeding brez omejitve, se pravi, mama s hčerjo, fosterka, v najbližjem sorodstvu jih varijo, in to ponavljajo. Generacijo, kar zadeva zdaj možnosti genetskih okvar, to se ikar gledajo genetskih testi. In se vnaprej vidi, če v primeru okvare ga izločijo. Tako kot gremo mi na amniocentezo, zato da ne bi tvegali, da bi okvarjeno. Tako da, v bistvu je ta strah je iracionalno, oziroma to so neka stara verovanja, da če se plodite preblizu, da bo
kaznovani, naravna kazen. Ja, Včasih se zgodi, ampak to je mogoče predvideti in odpraviti. Tako da, mogoče so te naši rejci se vidi, da so mogoče malo bolj zapleteni v ta stara verovanja, kot so oni na zahodu, ki pa so seveda bolj v biznisu, ki so bolj komercialni, tudi morajo večjo količino informacij obvladovati, ne so pa meče tako delujejo tako na pol kot ljubitelji, kot lahko amatersko, lahko stroškovno in se to tudi potem odraža tudi v tem vidiku. Ja. No, on tudi pravi, v bistvu on je izpostavil to, kako je ponosen na to, da so si konji pač v njegovi čredi podobni, in tudi, da bo že svojega žrebca paril koga bolj le lahko znotraj črede, da ne bo v bistvu šel po žrebca od zunaj, z drugih črek, ampak znotraj črede. Zdaj, pri govedu, jaz mislim, da je že prav, že tudi v Sloveniji, da je pravilo, mislim, da 2 generacij lahko. Ja, niti tega se ne žijo posoditi. Ja, no, sej. Pri govedu so bolj fleksibilni. Ja.